Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Zadolžitev v višini 2,5 milijona evra za dokončanje izgradnje nove knjižnice v Radovljici, izgradnjo komunalne infrastrukture in sanacijo cest ostaja nespremenjena. Za tekočo porabo bo namenjenih 51% proračuna, za investicijske odhodke pa 49%. Nekaj sredstev bo šlo več za infrastrukturo, nekaj v šolstvo, nekaj tudi za novo knjižnico, ki jo delamo. Tako da nekih večjih odstopanj ni. Sem pa vesel, da smo v bistvu povečali ta proračun, predvsem v tem, da lahko še zadostimo tem potrebam, ki v prejšnjem prvem proračunu to ni bilo možno. In sem vesel, da bomo lahko na vseh področjih malce dodali sredstev in jih realizirali. Svetniki so na junijski seji sprejeli osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kamne Gorice, ki skladno z merili in pogoji v občinskem prostorskem redu ureja kompleks kamnoloma in načrtovano razširitev pridobivalnega prostora. Tukaj moram pravzaprav pohvaliti pripravljalce, civilno iniciativo in pa samega upravljalca tega kamnoloma, torej Gorenjske gradbene družbe, da je prisluhnil pripravljalcu o samem zmanjšanju eksploatacije in tudi v prejšnjem tednu, da so bili na samem terenu in je bilo zagotovilo pač o zmanjšanju in tudi strasirano in geodetsko tudi odmerjeno. Na seji je bilo podanih tudi več predlogov glede izboljšanja obstoječe infrastrukture Lipniške doline. Direkcija DRSI za ceste zagotavlja in se že vidi tudi na terenu, da bojo to dolino resnično obravnavali prioritetno. Gre pa predvsem za drugi del Lancovega, ki je navezava torej do tudi kamnoloma samega in pa ureditev tako obvoznice in pa v Podnartu samega odseka od železniške proge oziroma prehoda pa do doma gasilcev. Jaz sem prepričan, glede na sodelovanje izredno dobro zdaj, ki ga imamo z DRSI-jem, da bo ta del sploh Lancovo se pričel že v letošnjem letu sanirati, vse ostalo pa potem z pridobivanjem gradbenih dovoljenj in pa papirjev pravzaprav, ker jih moram imeti, da so podlaga za samo izvedbo.